Dobro jutro v prvi decembrski video ali pa prvi decembrski teden. Upam, da ste imeli prečudovit vikend, pa da se mičken zavedate, da prihajamo v te lepši del leta. A ni bil december najlepši? Mesec veselja, lučke, gremo, ne vem, nakupi, obdarovanja, vsega bo. Včeraj smo imeli video Miklavž, ne, sveti, svetost pa taka, ne, pa parkeljci pa verige pa te stvari. Kam spadajo rogovi pa kam kopita, se ne bomo ponavljali. Sem pa včeraj dal vprašanje tudi, ne vem, kdor je ujel v liveu, kaj pomeni kaj pomeni Miklavž, ne. Miklavž, mi pa klav neki. In zdaj seveda mi ne da miru, da razmišljam, ne, Santa Claus pa Miklavž pa to. Santa Claus je Satan Claus, C-L-A-U-S je Klaus Schwab in Klaus so kremplji v prevodu iz angleščine. Schwab Klaus je bil pa nemški, švabski Klaus. In zdaj iz tega lahko nadaljujem, da je bil Klavž tudi Klavž, da smo mi noter v Klavšu. A veš, da ponovno moram preveriti, kakšen imamo mi input, pa to je neverjetno, se upravičavljam, evo malenkost bom dodal, takole bom boljše, ne? Ok. Sorry, pa sem mislil, da sem se že pripravil, video sem dal zadaj zimski, zato ker sem bil včeraj na slivnici, pa je na slivnici že sneg, pa je prav seksi že, pa nekateri ljudje se potrudijo, pa so že kar okrasili drevešček, tam neko smrekico, kar raste, so jo okrasili. Krasno zgleda, zima je prečudovita stvar, sploh za tiste, ki smo jo kdaj doživeli. Mislim, da pa tisti, ki jo niso ali pa niste, pa je zima še večji draž. Sem se pogovarjal z Kai Ra, ne vem, če poznate, iz Avstralije je ženska, neke tekste sem tudi njene bral, in pravi, da čuti našo naravo, kako naša narava daje življenje. Pa sem mi sem 3 fotke poslal, a veš, kje pa ti živiš, ne. Pravi, kako imate lepo naravo, tudi prav čutim jo, prav čuti se, da živi. Čeprav mislim, da nisem čisto prave besede povzel, ampak čutiti je bilo, no, kako je navdušena nad naravo in kako izžareva svoje življenje. Tudi mi bi ga mogli svoje življenje še bolj izžarevati, zato ker mi smo pot, resnica in življenje. Sistem nas je učil, da moramo hrepeneti po ciljih, ki bodo enkrat tam daleč se zgodili, če pa boste prej umrli, boste šli pa v nebesa, zato delajte dobro, da ne boste šli v peku. Sem nekako včeraj probal tudi na te neke bogove, lažne bogove apelirati, ki so nas zmeraj odvračali stran od nas. Opažam, tako ima ta svet eno težavo s tem biti. I am, bodi tukaj in zdaj. Dej uživaj svoj biti skozi vsak vdih, ne. Zdaj, malo bom probal tudi apelirati, zunaj je mračno, moram pod lučmi delati, kljub temu, da je ura že čisto zadosti, da bi bilo dan, pa svetlo, pa ni. Ampak ta mračnost zunaj ne pomeni čisto nič manj svetlobe znotraj mene, ker konec koncev imam v sebi tudi lepe spomine, na katere se lahko naslonim in se, a ne, tudi na tak pogled, jaz sem takih pogledov srečal v življenju, kar nekaj, rad grem skozi svoje fotografije, kjer v bistvu probam v njih zmeraj ujeti nekaj lepega, ne, valjda, in na mojih fotografijah so lepe stvari, ne, razen tam, ko sem se kaj potresel, pa še tisti ima svoj namen. Dobro, da se vrnem nazaj na ta december. December, zima, obdarovanja in zdaj dobri možje. Da je bil 25. December, kao Božič, rojstvo odrešenika,
Jezusa Kristusa po Bibliji, a ne? Na Jezus ne bi obstajal sploh. Vse sort mahinacije slišimo zadnje leto ali pa dve, ta prevara laži gre še naprej, ampak kljub vsemu, Santa Claus je izpeljanka iz besede Satan, Claus, se pravi satanovi kremplji, in na božični večer oziroma za božič so imeli satanisti svoje največje obrede. Za veliko noč so bila velikonočna jajčka pa zajčki, dajte se zajčjevati, da bo čez 9 mesecev za božični večer, za božično večerjo na mizi božično. Ojej, mi smo imeli božične večerje, oni so imeli pod temi pokrovkami na mizi dejansko dojenčke, otroke, sik bolano do zlobnega, nedojemljivo. Se pravi, mogoče res nima več smisla se iti kazati teh prizorov, ker so res prekruti. Bolj ko ne se zavedati, da je kabala s svojimi pristaši, s svojimi lažnimi bogovi konec koncev kreirala virtualno matrico. Matrica je sistem, ki ga ne moš ne prijeti, ne odrezati, niti videti, a ne? Sistema kot takega, lahko pa vidiš učinke vsega tega. In ta sistem smo ljudje. Ljudje smo tisti, ki smo hranili matrico, nekateri jo hranijo zdaj za vse sovde, zato ker je iluzija, v kateri so živeli njihovo edino življenje. V kontekstu, pa kaj se bom jaz skaštal, se ne bom. Nisem še, sem pa mičkeno dlje spal, pa se čuti, da še nisem še čist. Mi smo hranili matrico, nekateri jo še zdaj in smatrajo, da je iluzija materialnega. Tisto eno in edino, kar šteje. Bali smo se, bom rekel, ali pa ljudje se mnogo bojijo smrtnosti tega življenja, ne zavedajoč se, da je naše življenje duha, duše nesmrtno in smo pač v tej obleki zdaj dokler gre. Staramo se hitreje, odkar je medicina, ne počasneje, kot so nam zatrdili. Umiramo mlajši, kot so umirali stoletja in tisočletja pred nami, bom rekel, te napredne civilizacije. Seveda tudi navsled, mislim, da prva je prehrana, ne, meso in mleko in te stvari nikakor niso za nas, mi smo nabiralci, mi smo oreščkarji, mi smo zelenjavarji in sadje ljubitelji. Vsako sadje in zelenjavo in oreščki imajo za nas čisto vse, kar rabimo, nikakor pa ne rabimo mleka, kamoli hormonov, rastnih hormonov, ki so dodevani, ne vem, kravam v industriji, kjer so jim vzeli teleta in ta rastni hormon napreduje skozi mleko v mlečne izdelke, ki so tako močno zelo propagirani kot zdravi in naša mladina je dejansko raste hitrejš na račun tudi tega, no. Dobro, zdaj december, v tem trenutku je 5.12. Danes zvečer je treba nastaviti Miklavžku peherček, da ne bo v Klaus to dobil v verige, če niste pridni, pridejo parkeljci z verigami, a ne? Sicer pa je Miklavž, moja izpeljanka, da me ne bo kdo rekel, Turšič, širiš lažno vero, ni res, ampak jaz sem prav hotel, Miklavž. Klaus se mi čist izide, če smo mi Kuskovi, pa smo Kuškovi, bi tudi tle šlo, da je Klavž pa Klaus, a ne? Tako da spet so kremplji, mi v krempljih se mi čist izide, v krempljih cerkve, v krempljih religij, ki so vse do zadnje častile svoje lažne bogove, bogove materializma, kako se že imenuje, Django, ne, bom spustil, ker mi ne gre, ne morem se zapomniti imena. Demiurg.
Demiurg je ta lažni bog, katerega smo vsi častili. Kako je zdaj to novo ime, pa nepoznano, a ne, je najverjetneje glih tako pomembno, kakor to, da mi gledamo neke politične veljake, vsem klinaca, zdaj gledamo Janša ali Goloba ali whatsoever. Za njimi so vedno stali ljudje, ki iz ozadja, pa smo rekli, to je pa Kučan, pa ne vem kaj. Tudi za Kučanom stojijo ljudje, katerih mi imen ne vemo. Ne? To so bili glavni akterji Matrice, 1% svetovnega prebivalstva je to bil, ki je v bistvu s pomočjo prevare in zavajanj ustvaril sistem, ki je kompleten je stal na laži, prevari, zavajanju in polresnicah. Izhodišča pa so bila seveda vezana na Atlantido, Lemurijo in napredne civilizacije, odkjer so oni vzeli samo drobce, jih ponudili in iz tega sestavili sistem. Drobce. Vse te napredne civilizacije iz preteklosti so bile mnogo naprednejše, kot smo najnaprednejša tehnologija na svetu, pravzaprav mi kot organizem, naj si bo Wi-Fi signal je vezan na telepatijo, če sem prav se če se prav spomnim. Srce, mišice, vse to so kopije, iz tega so prišle kopije, ki jim rečemo stroji in tehnologija. Mi smo najnaprednejši filter, mi smo najnaprednejši komunikator, najnaprednejši robot, najnaprednejši nič artificial, ampak intelligence. Mi smo naravna in ne umetna. Inteligenca. Inteligenca, intelekt, IQ igra najverjetneje dosti veliko vlogo tudi v procesu vzpona, širitve zavesti, če tudi tako poimenovati, kajti intelekt je neka splošna razgledanost z uporabo logike in zdrave kmečke pameti, z uporabo morale, etike in tega, kaj je prav. Ljudje so delali res mnoge stvari namenoma narobe za dobrobit svojega društva, svoje pripadnosti nekam. Ne? Tudi zato so nas zmeraj vprašali, kaj delaš, kaj imaš, s kom se družiš, da so znali preko nekih predalčkov ovrednotiti našo vrednost in identifikacijo. In tako so tudi vedeli, kam spadamo in kdo kam ne spada in kdo ne spada nikamor in kdo je v bistvu temu človeštvu, ne človeštvu, temu njihovemu sistemu nevaren. Zdaj, odkar je korona, že v bistvu se dogaja razpad nekaj tako zelo velikega, nekaj tako nepredstavljivo velikega, da si marsikdo ne more niti zamišljati, da to sploh lahko razpade. Jaz sem nekako iskal primerjavo v kontekstu, Rimsko cesarstvo je tudi razpadlo, Rimski imperij, ne? Pa je bil gromozansko velik, ampak je razpadel, pa ni bil to edini, ampak je. In zdaj, to, kar razpada zdaj, je Rimski imperij krat milijon. Torej, imperij sveta je bil, ne imperij Rima, imperij sveta. Imel je svoje sedeže od Vatikana do Ukrajine, do Washingtona, pa še kje so bili ti večji centri. Vse oblike sistema razpadajo. Razpadajo s pomočjo dobrih, belih sil, ki se zavzemajo, da bo ta prehod čim lažji, da ne bo pretakanja krvi, da ne bo lakote, da ne bodo ljudje na mrazu brez strehe nad glavo. Kakorkoli, v vsakem primeru je človek odgovoren sam zase, da poskrbi sam za sebe v prvi vrsti in seveda pruži roko tudi bratu. Ne? Dajte biti prijazni drug do drugega, spet na način, da to ne drenira vaše energije. Ne?
Zato se ves čas učimo, dajmo znati ohraniti svojo energijo, dajmo znati čuvati, kaj komu česa damo in zavarovati svoje, kako se temu reče, svoje kanale, skozi katere se nas drenira. Dajmo prepoznati abuzerje, torej posiljevalce, izkoriščoljubce, bom rekel čist pijavke energije, ki imajo namen pridobiti zase in seveda nam spustiti, nas držati nivo nižje, na nizkih vibracijah, na vibracijah strahu, bojazni, nevednosti, dvoma, no, bo bolj prava beseda, na vibracijah konec koncev bolezni, ne, stres tudi pripelje do bolezni. Tako da vse preveč ljudi še zmeri proba ljudi držati na nizki vibraciji. Hvala Bogu, da se je pojavila neka gibanje, ni gibanje, neka skupina, da smo začeli razumeti, kaj je light work in kaj je shadow work. In imamo light workerje, ki delajo za svetlobo in smo svetlobni, in imamo shadow workerje, se pravi te ljudi iz ozadja, ki so uspešno vodili to matrico. No, ta matrica zdaj pred našimi očmi razpada, lahko rečemo, da je game over, da kabala bi že lahko dala poraz ven z belo zastavico. Tudi te informacije smo že dobili, ampak kar ne moš nobeno verjeti, ne veš, a gre za Photoshop, a gre za zares. Zdaj naj bi neki kanadski časopis objavil, da je Charles v odhodu, da Charles ne bo kako prisegel za kralja, ali da bo odstopil, ali nekaj v tem kontekstu. Zdaj, iskalci resnice že vemo, da ta Charles je že daleko. Tisti, ta pravi, tole zdaj so kloni, maske, hologrami, CGI, Computer Graphic Interface. In nekako se širši publiki daje vedeti, da nekaj ni v redu z vrhovnim segmentom. Včeraj sem nekako tudi nakazal, informacije curljajo, tiste, ki so bile skrite. Zdaj pa kar naenkrat curljajo informacije, kaj curljajo, celi potoki in reke tega je. Kdo je odgovoren, da ne morejo prikrivati, in kdo je odgovoren, da te informacije ven letijo ena za drugo? Valjda bele sile, dajmo reči Q, ja, gibanje Q, digital soldiers, pa pomagajo, se pravi digitalni bojevniki, deliti med nas, ki želimo zvedeti kaj več. Kljub vsemu moramo biti zelo previdni, od koga smo dobili informacijo, kdo jo je lansiral, tudi celo, kdaj jo je lansiral. Všeč mi je, nekako razumem, zdaj pa sem bral mnogo časa, mnogo let nazaj, v bistvu je o čem nevidno, kako mi je zdaj jasno. Tridimenzionalni svet smo gledali, mi smo najprej mogli videti in je to. Zdaj pa ta petdimenzionalni svet vključuje, mi smo rekli šesti čut, pa instinkt, pa vse sort, ampak razumevanje se mi zdi, da je tisto, kar rečeš, tle je začetek, prak pete dimenzije. Mi smo se dotaknili konkretno narcizma. Narcis kot oseba in narcizem kot način delovanja ljudi, o katerih par let nazaj nismo slišali nič. Mi smo slišali, da je narcis čisto neka druga razlaga, tisti, ki ima sebe rad. Torej, recimo, Turšič ima sebe rad, se ljubim in se spoštujem in sem se sprejel, se sprejemam in tak mu so rekli narcis. Saj te meja je bila zmeri čist tanka, med prav pa narobe. Spet po drugi strani pa glih opozit, glih kontra.
Narcizem smo začeli spoznavati, kar se mene tiče, pred kakšnim letom in sem o tem začel in pisati, in deliti, in prevajati, in konec koncev govoriti, razlagati, dajati primere. In mi do pred kratkim, bom rekel, recimo zadnje leto, nismo sploh poznali, kaj narcizem je, kako funkcionira, zdaj pa ga znamo mi prepoznavati. In šokantno je pravzaprav, kakšen procent ljudi okrog nas je vpet v ta način delovanja. Zavestno, nezavedno, načrtno, nenačrtno, iz potrebe ali iz igre, iz pripadnosti ali nepripadnosti, tako zelo široko probam nekako razumeti. Nismo si predstavljali, da je tako okužena naša družba s tem, preko indoktrinacij, preko propagande, preko igrc, preko cajtangov, preko čisto vsakega segmenta. Glih iz tega naslova sem rekel, dajte ugasniti televizijo, da vas ne medejo informacije tam, ker kabala ne bo rekla po televiziji, da ji gre slabo, mar ne, ampak bo še vedno delala strah, nelagodje, tesnobo, vse, kar je slabega, in dopovedovala, da ne bo v redu, nič ne bo v redu, ker zdaj so krive za vse stvari klimatske spremembe, ne. Sem nekaj bral, veš, oni so štartali s to grozno epidemijo, pozabili so na preteklost, da je v bistvu tudi gripa obstajala, pa se je zgodila strašna pandemija, pol so pogruntali, da ne morejo jo tiščati naprej, pa še zmeraj strašijo s testiranjem, pa maske morate nositi zdaj tu in tam v tovarnah, ne kjer se družite, ne v trgovinah, ne v zdravstvenem domu, tam, ja, ker tle bi lahko zdaj mi skontali, da gre za genocid medicinske stroke, ker samo oni še nepretrgoma vztrajajo pri tem. Jaz sem se včeraj ali predvčerajšnjem nasmejal, ker so celo v trgovini umaknili pleksi, ki nas je čuval pred tem nevarnim skakajočim ali letečim ali lebdečim virusom. Se pravi, ukrepi se odstranjajo in oni so malo pozabili vzdrževati te neke ukrepe, kaj vse so nam dopovedovali, da moramo in česa ne smemo in kako se obvarovati pred stvarmi. No, veš, oni nimajo konsistence in to nam lahko nakazuje, da jim gre zelo slabo. Kar naenkrat se je pojavila gripa nazaj, covid se je zmanjšal, tudi tle bi lahko razumeli, da jim ne gre neka ta konsistenca, a ne, moraš od nazaj vzeti. Mislim, to je, kot da bi mostove gradil, pa bi naredil 10 mostov, bi pogruntal, da jih dobro delaš, pri 11. mostu bi začel delati čisto z drugo strategijo in pozabil čisto vse, kar je bilo se prej za navaditi. Ne vem, če sem uhvatil vam primerjavo, ampak kljub vsemu, zdaj so probali obrniti, vse probajo obrniti v te zdaj klimatske spremembe, ne, kakšna je zdaj pa to štala, kar naenkrat. To je njihova stara ideja. Kdaj že so nam razlagali, da bo leta 2000 planet pod vodo, ne planet, ampak da bo ogromno naseljenih mest po zemlji šlo v maloro, ker se bo nivo morja dvignil tako močno zelo, a ne, ker se bo stopil led. Zdaj pa jaz ne vem, če vi date v kozarec poln vode kocko leda, a ne, nekaj ledu gleda ven, nekaj ga je od spodja, ne, sicer tle zdaj pa štrihano. Ko se bo led stopil, bo šla voda čez? Ne, valjda, da ne. So te njihove floskule, ki v bistvu tudi z osnovami fizike, osnove fizike, katerih eksperiment človek lahko naredi v kuhinji na mizi, tudi tega ne pijejo njihove razlage, tako da ne bomo se mogli niti dotakniti kaj več v kontekstu, kaj je nad nami, kaj so zvezde, kaj je luna,
katera toplota sonca nas greje. Ne vem, nekakor pa ne morem verjeti njihovi filozofiji, da 93 milijonov kilometrov stran sonce, mislim, da sem prav se spomnil, pa da od tam je meni toplo zdaj. Nekako tega 93 milijonov kilometrov, tako no, ne vem, ne gre skap, pa se vse ne gre me zrike noter. Ljudje nam, kabala ne more več skrivati, da je fejst zaje. Ne da se več. In tle pridemo na uno najbolj znano frazo Q-ja in Trumpa, ki pravi nothing can stop what is coming. Se pravi, nihče ne more ustaviti, kar prihaja. In res je. Se pravi, kdor gleda z odprtimi očmi, se pravi, razume ta... A veš, ne vidi se z očmi, se pa razume, da ne valja. In zdaj tudi vidiš pri ljudeh, da eni ne razumejo, ne morejo razumeti, zato ker nimajo dometa. Temu smo rekli kognitivna disonanca, kjer ne pusti iti čez to, čez ta most, čez to bariero, čez to oviro. In iz tega naslova pravzaprav kažejo tudi svoj pravi obraz. Ne bodo mogli več skriti preko lažnih identitet, preko zunanjih, ne pomaga ti več niti velika bajta, strašni avti, jaz ne vem, počitnice tu in tam, ovo razkazovanje ne funkcionira več, kajti večina ljudi se je začela res skrivati. Jaz imam odprte oči, da bi koga, ki je videl, pa zelo slabo kaže. Zelo slabo. So zunaj ljudje, ki imajo čiste misli, čiste namene in nimajo slabe vesti, ti ljudje so tudi nasmejani, mi je pa strašno, da je ta procent ljudi tako zelo majhen, ne. Evo, kako se je pojavil Kreslin, ki pravi, še nekaj je ljudi. Tako je, ne bo se dalo več, se bom si napisal, ljudje nam kažejo svoje prave obraze in kot kaže, se ničesar ne bo dalo več skriti, kot se je skrivalo tisočletja. Uspešno so to skrivali. Tako malce vam presvetujem, da se ga poslušate besedilo. Še eno tako krasno sem prebral, kako naši možgani dojemajo ta svet. Kdor je prevarant, misli, da so vsi prevaranti, da vsi varajo in da vsi delajo prevare. Tako misli prevarant. Zdaj, lažnivci mislijo, da vsi lažejo, zato ker če on laže, njegova percepcija do sveta je skozi laž in tudi on misli, da vsi lažejo. In pol tudi v človeku, ki ne laže, išče, valjda da lažeš, valjda da ti lažeš, saj pa drugače ne gre. Slabi ljudje mislijo, da so vsi ljudje slabi in dobri ljudje mislimo, da so vsi ljudje dobri. Na račun te zadnje sem jih dobil v življenju po klamfi mnogo, ker sem imel opravka s prevaranti, lažnivci in slabimi ljudmi, vse preveč. Njih je bilo pa preveč, da bi jaz lahko sploh zdržal to svojo razdajanje. Razdajanje energetsko, skozi znanje, skozi energy, skozi čas, skozi prirodne talente, veselje, konec koncev sem velik del življenja preigraval harmoniko in kitaro na kup žurkah, ker pač se mi je zdelo fajn, da se pač imamo fajn, pa ugotoviš, da v bistvu so te imeli za namesto zvočnikov, zdaj, ko so zvočniki bolj popularni, kitare pa harmonike največ toliko, se da to bolj enostavno rešiti, pa še bolj živce dvigati, recimo. Pripeljejo zvočnik, ki hrešči, ga dajo do fula na glas gor, pa tinkelanka, ima da mene na tak način, boš da me zbrcaš žurke, kada mi to pažgaš. Dobro, matrica sistem razpada, ker je slonel na laži in prevari. Ja, laž ima kratke noge, na koncu časa smo in ta decembrski čas je že prav, da je,
da se umiri narava, da se umirimo mi, da si konec koncev pričaramo lepe stvari. Konec koncev. Dajmo vžgati praznični čas kot praznovanje svojega miru, z zavedanjem, da smo živeli v prevari, da so slabi ljudje ta čas imeli za svoj čas in so počeli čist druge stvari. In smatram, da letošnji božič ne bodo tako zelo veseli, ker na njihovih obloženih mizah ne bo tistih daril, kot so si jih privoščili mnogokrat nazaj. Te ritualne stvari, mislim. Mi pa kljub vsemu, dajmo v tišino in v mir. Zdaj sneg doda še dodatno tišino. Ptice se skrijejo, živali počivajo. In dajmo prisluhniti tej tišini. Sound of silence. Jagenjčki so obmolknili s svojimi lažmi in trobezljanjem. Hvala Bogu, nam pomagajo. Tako da še enkrat vam polagam na srce, dajte se skonektati z zemljo, dajte se zuti čevlje, dajte piti vodo, dajte poiskati tišino in mir, predvsem pa dajte sprejeti sebe taki, kot ste, brez mask, brez navideznih, taki, kot ste, z vsemi napakami, recite, smo najlepši. Nihče ni brez napak. Kaj pa je pravzaprav napaka? Perfekcionizem je spet ena izmišljena ideja satanizma in sistema, ker kaj ti si takoj pogrunto, da nisi perfekten, torej si imperfekten, in ker si imperfekten, si v bistvu lahko takoj bil predmet zaničevanja, poniževanja in zmanjševanja tvoje samo vrednosti. Zdaj spet nisem pravega izraza našel. Zniževanje naše samopodobe. Sej najde, slej ka prej pride. Verjemite, tudi vi sami sebi, da misli prave pridejo, dajte jih ujeti, dajte jih zapisati. Vse, kar rabimo za življenje, smo že prinesli s sabo. Predvsem srečo, mir in ljubezen. Sreča se na noter zgradi, sreča ni zunaj. Biti bogat ni zunaj. Biti bogat je razumeti mir, ljubezen, veselje in kreativnost, valjda. Nikakor pa ne tega povezovati s trpljenjem, odrekanjem in tako. To naj bo za danes to, za 1. decembrski teden in vikend. Še enkrat, jutri je mi pa Klavž. Pa jutri goduje, nas mu je pa treba nastaviti peharčke. Dajte virtualno, lahko si predstavljate, zato ker predstava je prav tisto, kar je gonilna sila 5. dimenzije. In naše predstave naj bodo lepe, bodite optimisti. Nič več ne bo tako, kot je bilo. In nič ni tako, kot je izgledalo. In hvala Bogu, Book of Revelation, se pravi knjiga razodetja, nam bo razodela resnico, ta nas bo osvobodila, ampak pred tem nas bo tudi razjezila. Mene je, mislim, da nisem edini, tako da. To je to, družba, držite se, čuvajte svojo primarno energijo življenjsko, mi smo vir, matrice, mi smo baterija, matrice. Ni to iztrte zvito, ni to neka floskula, ampak težko je pa dojeti, da v bistvu smo mi tisti. Ja, je težko, ker v bistvu to pomeni, da smo v bistvu bistveno več, kot so nam dopovedovali. In ja, tudi sprejeti treba, da smo bistveno več. Nismo manj vredni, nismo šibki in nismo prestrašeni več. Držite se, čau!